Danes mineva 80 let od kapitulacije nacistične Nemčije in s tem grozot fašističnega, nacističnega in kolaborantskega nasilja v drugi svetovni vojni. Končni boji z zavzetjem mest v Tretjem rajhu s strani zavezniških sil so potekali v aprilu 1945, Berlin z Reichstagom pa je bil po veliki zaslugi sovjetske delavsko-kmečke Rdeče armade iz krempljev nacifašistov osvobojen 2. maja 1945. Kapitulacija nacistične Nemčije pa je bila podpisana dan pred uradnim dnevom zmage, torej 8. maja 1945 v okolici Berlina v navzočnosti Rdeče armade. Tako kot v svetovnem in evropskem merilu nosi dan zmage tudi v Sloveniji in ostalih nekdanjih jugoslovanskih socialističnih republikah poseben pomen, saj simbolizira zmago organiziranega odpora proti okupatorjem in domačim kolaborantom, ki nosijo vrednote rasizma, antisemitizma, slehernega šovinizma s seksizmom in nacionalšovinizmom in striktnega protikomunizma. Že Vladimir Lenin je nekaj desetletij pred samim pojavom fašizma in nacizma izrekel znameniti rek: imperializem je najvišji stadij kapitalizma, ter tako poimenoval tudi eno od svojih najpomembnejših znamenitih del. Skratka, navezujoč na Leninovo misel, vrednote Rdečega oktobra in antifašizem, je bolgarski komunistični teoretik Dimitrov spisal več del o korelaciji med kapitalizmom in fašizmom. Kratek jedrnat povzetek njegovih tovrstnih del se suvereno lahko glasi: kapitalizem je ekonomsko orodje fašizma. Da zaključim z sklepno mislijo, vsak dialektični preobrat v socializem je bil močnejši od prejšnjega, zato je le vprašanje časa, kdaj bomo dočakali končno odpravo kapitalizma, vpeljavo najvišje manifestacije komunizma in zaživeli v brezrazredni družbi. Zdravo!